Danes v Pomurskem dnevniku. Mura ponovno remizirala. 40 dni brez alkohola. Kurentovanje v najstarejšem mestu. Poklukar znova minister za notranje zadeve. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mura je v 23. krogu prve slovenske lige gostila ekipo Tabor iz Sežane, v Fazaneriji pa je prišla še do drugega remija v spomladanskem delu prvenstva. Mura je po porazu v Celju in delitvi točk z Radomljami ponovno ostala brez polnega izkupička. Trener Damir Čontala je imel pri sestavljanju enajsterice nekoliko težav, saj zaradi poškodb ali kazni ni mogel računati na nekatere igralce. Na včerajšnji tekmi je bila Mura že v 11. minuti kaznovana in čeprav so domači imeli še nekaj priložnosti za izenačenje, je Tabor v 42. minuti podvojil svojo prednost. 49. minuta je prinesla znižanje zaostanka. Z bele točke je streljal Nikola Petković, a je sežanski vratar Koprivec ubranil strel. Je pa Petković odbitek vseeno uspel pospraviti v mrežo. Zadev je tudi za izenačenje na 2:2 v 69. minuti. Kaj je dejal po tekmi? Pa eto, nismo zadovoljni sa nerešenim rezultatom. U prvom poluvremenu smo primili 2 gola na 2 kontranapada. Eto, jedino pozitivno je što smo se sa 0:2 vratili do 2:2. Eto, nadali smo se da će doći i treći gol, međutim nije došao. I eto, nismo zadovoljni sa jednim bodom kući. Igralec verjame, da je bila vrnitev po zaostanku pokazatelj značaja ekipe in kako se vrniti v tisti zmagovalni ritem. Samo da nastavimo eto, kao u drugom poluvremenu i da se večeras i sutra oporavimo koliko je to moguće i da se vratimo u pobjednički ritam. Na sljedeću utakmicu moramo da idemo na pobjedu, nema tu priče više. Zmagovalni primanjkljaj Mure se tako vleče še iz jesenskega dela sezone. Kaj v tekmi in rezultatskih izkupičkih pravi domači trener Čontala? V momentu, kakšnem smo, torej samozavesti ni pretirane, to je normalno ob teh rezultatih. In ko zbereš novo energijo, da greš na takšen način v tekmo, kot smo šli danes, ker če pogledamo, so Sežanci obe prejšnji tekmi šli zelo agresivno in niso v prvih minutah dovoljavali dosti nasprotnikov, pa potem te zopet to preseka na enem momentu in začneš dvomiti. To je normalno, to je človeško in je popolnoma razumljivo. Priložnosti, da se približajo Kopru, niso izkoristili, čeprav, kot pravi trener, so bili trenutki, v katerih bi lahko poskrbeli za popoln preobrat in polni izkupiček. Čeprav se Čontala zaveda, da kratka klop ni izgovor, so bili pravi v taktičnem smislu precej omejeni, tudi zaradi fizične preobremenjenosti nekaterih igralcev. Tekma, način tekme, kak je še en bil v Radomljah, je privedlo, da so izgledale stvari, kot so izgledale. Ne pa, da si kdo od njih ni želel ali da ni bilo energije. In tudi danes, kljub zaostanku, v polčasu so vsi verjeli, želeli so preobrata, verjeli so, da ga lahko naredimo. Kaj pa pravi domači trener o svoji prihodnosti na klopi Mure in ciljih za dalje? Govoren je vedno trener, moji vlogi pa odločajo moji nadrejeni. Tako da jaz sprejemam popolno odgovornost, jaz sem odgovoren za ekipo. Smo še blizu, ampak nismo pa na mesti, ki smo si jih želeli. Vsaka tekma je težka, vidimo, da zadnje 3 ekipe v ligi še nimajo poraza v spomladanskem delu, nobena. In za uvrstitev v Evropo oziroma za izpolnjenje cilja bomo morali zmagovati v nizu, kar pa niti slučajno ne bo lahko, ampak želja in upanje seveda obstaja. Pred marčevskim derbijem z Mariborom na domačem terenu Muro že v soboto čaka gostovanje v Ljubljani, kjer se bodo pomerili z ekipo Bravo. Današnja pepelnična sreda uvaja tudi postni čas, ki velja za nekakšen temelj za odločitve. Eno od teh je tudi odpoved. Med najpomembnejše sodi odpoved nesramnosti, poniževanju sebe in drugih, slabemu pa tudi hrani in pijači. V tem duhu se danes prične tudi posebna akcija 40 dni brez alkohola, ki bo potekala vse tja do 8. aprila. V tem času nas bo vse nagovarjalo geslo Beseda zdravi.
Akcijo, ki že 18. leto spodbuja k solidarnosti, organizirajo Slovenska Karitas, Javna agencija Republike Slovenije za varnost v prometu, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Medover.net ter mnogi zavodi in društva, v tem času pa bodo med drugim predstavili problematiko alkohola v Sloveniji. Ambasadorja akcije sta Nik Škrlec in Nika Rozman. Na temo Beseda zdravi pa bo potekal tudi nagradni literarni natečaj, ki bo priključil tudi starejše osnovnošolce in srednješolce. Ti bodo lahko vse do 31. marca skozi pesem, zgodbo, esej ali strip razmišljali o uresničevanju življenjskega sloga brez alkohola. Se boste tudi vi priključili kateri od pustnih akcij? Seveda so pustni torek počastili tudi v najstarejšem slovenskem mestu. Ptuj je včeraj živel drugače. Popoldne pa so s pokopom pusta končali tako imenovani 5. letni čas. Po 2-letnem premoru je letos spet zaživel karneval in to v pravem pomenu besede. Ptuj je obiskalo več kot 100.000 ljudi, na 2 povorkah in dnevnih prikazih pa se je predstavilo 5.000 nastopajočih. S tamkajšnjega zavoda za turizem so sporočili, da so z doseženim izredno zadovoljni. Lahko ocenjujemo, da smo v tem času skupaj z partnerji pripravili nekaj manj kot 50 prireditev. Vse so bile nadpovprečno obiskane in resnično si lahko čestitamo za tak lep dogodek in za toliko nasmehov, kot smo jih izvabili strani ljudi. Na včerajšnji pravi praznični dan se je, tako kot je to že v navadi, običajno življenje v mestu zasukalo v drugačno smer. Za pusta imajo ljudje navado, da službo zaključijo bolj zgodaj. Ob 12. uri se zaprejo trgovine, se zaprejo uradi in tako se začne pač tukaj rajanje in na simboličen način se vsi skupaj poslovimo od pusta. Torej, pustni torek na Ptuju. Kurentovanje je čas, ko se marsikateri prebivalec mesta in okoliških krajev sploh ne ustavi. Le od kod jim ta silna energija? Telo občasno začuti utrujenost. Zjutraj človek v tem času ne ve čisto točno, kako se bo zvalil iz postele, ampak ker prevzame duša nad glavo, ni nobenega problema. Tako da gre. Držite se. Zadnji dan danes še špica, to je to. Ne, malo mogoče, ampak to korigiramo, veste s čim, ne? Z dobro voljo in pozitivo pa špricačke. Jaz sem Drakula, pa zato sem prišel, da me bi vsi videli. Danes sem maskirana, drugače pa nisem bila maskirana. Sem pa praznovala prijateljov 70 let in so bili večino maskirani vsak malo in je bilo čudovito. K kurentovanju in celotnemu pustnemu vzdušju pa nedvomno sodijo tudi krofi, ki so pomemben del ptujske ponudbe. Letos so jih napekli kar več kot 500.000. Jaz bi zagotovo rekla, da med kurentovanjem ima drugačen okus, takrat resnično vsi posegamo po njem, seveda dober pa je vsak dan v letu. 63. kurentovanje se je tako zaključilo, letos odprta kurentova hiša pa bo obiskovalce sprejemala do konca februarja in to vse dni v tednu med 10. in 20. uro. Državni zbor je včeraj za ministra za notranje zadeve imenoval Boštjana Poklukarja. Na funkciji je nasledil Tatjano Bobnar, ki je odstopila decembra. Poklukarja so podprli poslanci koalicije, tudi poslanca manjšin, proti pa so bili v SDS-u in v Novi Sloveniji. Imenovan je bil 54 glasovi za in 31 proti. Koalicija je ob tem izrazila prepričanje, da bo Poklukar, ki je bil notranji minister že v času vlade Marjana Šarca, nadaljeval proces depolitizacije policije in dialog z nevladniki. Opozicija mu je na drugi strani podporo odrekla zaradi dvoma v njegovo strokovnost in neodvisnost. V vmesnem času je omenjeno ministrstvo vodila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, ki je Poklukarju že predala posle. Slednji je za državno sekretarko predlagal Tino Heferle, ki po ponovnem imenovanju ostaja del najožje ekipe novega ministra. Poklukar uživa zaupanje premierja. Golob pravi, da je minister človek, ki pozna vse sisteme in se bo z lahkoto vpeljal. Njegova prioriteta, to je boj proti korupciji, pa naj bi zaznamovala delo cele države. Minister je že podpisal usmeritve policiji, ki mora takoj okrepiti aktivnosti za odkrivanje kaznivih dejanj z elementi korupcije in njihovih storilcev na vseh ravneh. Policija je prav tako dolžna do 31. marca 2023 organizirati delo kriminalistične policije na način, da bo preiskovanje kaznivih dejanj z elementi korupcije potekalo hitro in učinkovito. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri.
Danes smo imeli pretežno jasen dan in okrog 13 stopinj Celzija. V krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 16, v Radencih 11, medtem ko je bilo v Murski Soboti in Lendavi 10 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v alpskih dolinah malo pod ničlo, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 1 do 2, dnevne od 10 do 13 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo, v noči na nedeljo pa se bo meja sneženja spuščala. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 0 do 7, čez dan od 4 do 14 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.